danes odhajam ob petkih ali pa sobotah v Bela krajino, sem do takrat odhajal. Rojstni kraj je seveda nekaj, kar dobiva z starostjo posameznika vedno svojo večjo veljavo, večjo težo. Drugač pa ne bi mogel in ne bi smel trditi, da mi kaj več pomeni kot Ljubljančana Ljubljana ali pa Tržačana Trst. In na srečo ostajajo pretežni del tistih prijetnih spominov. Spet verjetno tako kot pri vsakemu tudi pri meni. Zelo prijetni spomini. Če se nanaša na same reke, Krupo, Lahinjo, Kolpo, je to spomin na eno takšno biološko celoto z reko samo, njenim rastlinstvom, ribami, kačami, žabami, vodomci, vidrami, štorkljami, divjimi racami. In tukaj so zdaj v zadnjem desetletju grozotne spremembe nastopile. Mi smo morali v reki ob mlinu kositi vsako poletje večkrat rastline, travo, vodno travo, da smo sploh omogočili vodni pretok. In v reki je živelo od krapov in ščuk do pižmok, vider, kač, žab. Žab je bilo toliko, da so večeri šumenje slapa preglasile. Kač je bilo toliko, da smo kot otroci lovili ribe po vodnih kotanjah in je bilo velika verjetnost, da namesto ribe dam našo kačo. Pred 10 leti je začelo odmerati. Najprej rastlinstvo, izginile so žabe, kače, vodomci so vedno bolj redki, vider ni, tudi pižmovke izginjajo. Enostavno reka umira. In je to približno isti občutek, kot če vam starši umrejo. Meni sta umrla oče in mati in tiste note, ko umrejo, vam ostanejo samo spomini. In približno iste občutke so danes z reko. Reka je umrla in ostajajo samo še spomini. Stoletja je reka živela tudi z svojimi jezi, ki so uravnavali pretok vode. Dvomim, da bojo še kdaj mlini ostali. Je pa škoda, da se ta energija, ki so včasih uporabljali za mletje, za žaganje, ne izkoristi za proizvodno električne energije. Ker ne bi bil prav noben problem, tudi na večjih rekah se mi zdi, da ni nujno, da bi gradili velike zajezitve, velike jezove, ker bi tako, kot so v stoletjih, lahko z izkoriščanjem manjših padcev, z mnogo manjšim trudom in sredstvi, ravno tako izkoristili celotni energetski potencial vsake reke. Verjetno se bo to tudi izkoristilo. Nažalost bo to tudi najbrž v prihodnjem stoletju edina korist, ki jo bojo lahko te reke prinašale. Krupo, pravijo, je zastropila Iskrena tovarna z svojimi odpadki. Mislim, da so tam dobro gospodarili, da tudi odpadkov ni bilo več 5, recimo 10%. In s tistem je Krupa zastropljena toliko, da jo uvrščajo med najbolj zastropljene reke na svetu. Vendar tam je bilo samo 5% odpadkov, 95% njihove proizvodne je pa razpostrtih, kolikor ni šlo izvoz po celi Sloveniji in po celi Jugoslaviji, kar bo spet prišlo prej ali slej kot odpadek na neko odlagališče, na neko smetišče. In kar je še hujše, verjetno so bifenili spet samo en del tega, kar nam prinaša sodobna tehnologija. Igraj kolo, utra te se ti.
To tudi ni prav, se ne bi nobenemu zdelo, če takole na primer pride s kombijom, pa ti prašiče svinaki postrela, zvleče ven, seveda zvagali smo v kombija, pa odpele, ne. Mi smo dobili plačane po nabavni ceni, kakor smo jih mi plačali. Ampak vseeno, ne more pa to tisto biti. Človek le nekaj misli, da boš svoje imel in seveda, zdaj do nadaljnjega živali ne moramo imeti. Kure imamo, pogledajte, tamle so ostale 4 turške, 5 jih je ostalo, to imamo tukaj, da je vse nekaj živega pri hiš, ne, kjer ponavadi so bile zmeraj, če ne bodo v mlinu, pri vodi race in kure, kje pa pol bojo. Rečeno je bilo, da so živali okužene, mislim, delno te, kateri živimo ob vodi. Drugač ostalo, mislim, tlele gor po vaseh niso nikjer pobirali nobene stvari, edin, kar so analize pobirali, ne. Drugač smo bili pa tlele 3 družine, ki so nam pobrali kure, prašiče, mast, meso, vse, kar smo imeli, mislim, zalogo, ne. Zdaj nimamo nič, 3 prašiče smo imeli, smo poklali, samo imamo še kure. Ko sem šla iz službe, je bila taka velika narasla voda, umazana, pa sem pa, vonj mi je prinesel že tam gor, ko sem bila na bregu. Sem rekla, kaj, sama sebe sem šnofala ali poduhala, kako bi rekla, če jaz dišim po temu. Pa ni mi nekako prišlo v glavo, da bi moglo to biti v vodi. Ja, tole je bila ena voda, najboljša voda za pitna voda, čista voda in zdrava voda. Seveda, zdaj do nadaljnjega. Sicer zdaj 10 približno je več, tega no 12 let. Smo pri nas opazili, da je delno voda, da ima en duh, kjer oče, on je zmeraj najraje to vodo pil. Smo pa potem pogruntali tudi, ki je brat Viskri delal v Semču, pa velikokrat opoldne, ko je prišel brat domov, ko smo bili prekosili, pa oče je rekel, prav, pet mi dol na slab, pravimo mi na jes, iskati malo vode za pit. In ko je prinesel mu vodo gor, je rekel, ta voda glih tako diši po perelenu, ko ti. Piralin je trgovsko ime za poliklorirani bifenil, ki ga uporablja tovarna Iskra v Semiču za impregnacijo kondenzatorjev. Piralin kot tak je bil na zahodu prepovedan leta 1978, sicer v Združenih državah Amerike, s tem, da je Evropska gospodarska skupnost pa je dala priporočilo, da se ne uporablja v odprtih sistemih leta 1976. Piralin kot substanca je nerazkroljiv v vodi, v reki Krupi pa se je pojavil uradno leta 1983 in sicer so analize pokazale v mesecu avgustu in septembru, da ga je nekje 300 do 400% nad ameriškimi normami. Uradno občani o prisotnosti piralina v reki Krupi nismo bili obveščeni. Prva uradna informacija o zastrupljenosti Krupe je bila podana v TV dnevniku 11. junija 1984, kjer je bilo tudi poudarjeno, da sicer spada reka Krupa med 10 najbolj zastrupljenih voda na svetu, vendar da na srečo nihče te vode ne uživa za pitje oziroma za napajanje živine. Vendar je bila to samo dezinformacija, kajti to vodo uživa približno 293 občanov, bodisi stalno ali občasno, in okrog 380 živali. Jaz sem vam tudi povedal, da je to grozota in takšen bifenil ali pa dioksin bo verjetno znanost in tehnologija še hujše stvari prinašala. Samo treba znati z njimi delati. In to bo prišlo. Cela stvar je zbruhnila letos, ko so bile vzeti vzorci, ker je mislila pač tukaj občina za jetje Krupice, za črpanje pitne vode, da je bila povezana pitna voda z izvirom Dobličice, Krupate in z metliškimi izviri. In takrat so ugotovili, da so iz Iskrine fabrike
spuščene ene kemikalije, piralen, ne, in da je zaradi tega krupa neuporabna. Poglejte, kaj slučajno naj zdaj suha zima pride. Tlele je 6 vasi, pa ni samo to. Je treba celo Semiško okolico napajati z vodo. Ja, danes ste videli, je cisterna pripeljala vodo sem in seveda, ja, tole bo treba kar naprej iti s tem. Kdo bo pa to plačal? Naprimer, če je pred kmet vodo naročil, do lanskega leta je bilo, ne bom točno trdil, je bilo, mi se zdi, okrog 130 € za plačati cisterna vode. Ampak kaj pa cisterna voda za enega kmeta danes pomeni? Danes so kmeti toliko modernizirani, mislim tudi malo jači si živino. Čas so bile 2 krave v štali, tisti, ki je imel prej 2, ima zdaj sigurno 4 do 5 komadov v štali, ne? Ja, 5 krav pa po let mingrede cisterna vode spije. Kmet bo dal več za vodo, ko bo dobil za mleko, če bo mogel vodo plačati. Vse to je res, da vsak se strupa boji, ampak do danes še tudi tisti ljudi, ki so odgovorni za to in ki jaz mislim, da bi res mogli narod tolažiti, po drugi strani pa pravijo, ne, da to ni res. Ampak dobro, jaz pravim takole, če ni res, kar se tiče tega, zakaj so te table v vodi pa tole in toliki stroški se delajo, če ni to res, pol naj tole poberejo, pa naj lepo rečejo ljudem, delajte naprej, kot ste delali do sedaj, ne. Analize, ki smo jih pročitali v razgledih, so pokazali, da so najbolj zastrupljene ribe v Krupici, potem v Lahinji, Lahinja pa tukaj gor 500 metrov više pride v Kolpo. Analiz je bilo zelo malo, samo 6 rib in to je, mislim, mnogo premalo, da bi se kaj moglo povedati, kakšna je zdaj situacija na tem delu Kolpe. Jaz vam lahko primer povem, zdaj ne bom trdil, kaj je to mogoče krivda. Najdel sem gnezdo, zdaj že parkrat tamle. Raca je sedela cirka tam 6-7 tednov. Ampak, kakor je se ta jajčka nanesla, tako se jajčka je ostala. Zvalilo se ni. Zakaj se ni zvalilo, to jaz ne bom mogel trditi, da je mogoče, da voda vpliva na to. Ampak sem gnezdo že parkrat najdel in za vsakič je bilo tako, ki je baš tlele pred mlinom je valilo, ne. Od tega nič. Poglejte, voda, kakšna krasna voda je, kraški svet, Semič, kaj ste hoteli lepše, ko je bilo tole. A kaj je pa danes? Danes imamo zastrupitev. 2 vojne so šle čez, poglejte, voda je bila lepa, v redu. A danes pa v mirnem času so pa barabe, ko božga ne more reči, pa vodo zastrupli. O Piralinu se veliko govori, ali je strup ali ni, vendar so analize, ki so bile delane na zahodu, predvsem v Ameriki, ob zastrupitvi reke Hudson na podganah in opicah, pokazale pravzaprav, da vpliva na plodnost oziroma na genetske spremembe pri živih organizmih, da povzroča raka na jetrih, da povzroča obolelost oziroma spremembe na koži, dihalih in ostalih notranjih organih, kar pravzaprav še ni tudi raziskano. Bodimo veseli, veselega srca, smo z lušnega kraja, z Metlike doma, pa bomo šli na hribček, zapeli pesmico, na čas svojmu ljubmu stvarniku. Bodimo veseli, veselega srca, smo z lušnega kraja, z Metlike doma, pa bomo šli na hribček, zapeli pesmico, na čas svojmu ljubmu stvarniku. Bodimo veseli, veselega srca, smo z lušnega.
danes odhajam ob petkih ali pa sobotah v Bela krajino, sem tudi takrat odhajal. Rojstni kraj je seveda nekaj, kar dobiva z starostjo posameznika vedno svojo večjo veljavo, večjo težo. Drugač pa ne bi mogel in ne bi smel trditi, da mi kaj več pomeni kot Ljubljančana Ljubljana ali pa Tržačana Trst. In na srečo ostajajo pretežni del tistih prijetnih spominov. Spet verjetno tako kot pri vsakemu tudi pri meni. Zelo prijetni spomini. Če se nanaša na same reke, Krupo, Lahinjo, Kolpo, je to spomin na eno takšno biološko celoto z reko samo, njenim rastlinstvom, ribami, kačami, žabami, vodomci, vidrami, štorklami, divjimi racami. In tukaj so zdaj v zadnjem desetletju grozotne spremembe nastopile. Mi smo morali v reki ob mlinu kositi vsako poletje večkrat rastline, travo, vodno travo, da smo sploh omogočili vodni pretok. In v reki je živelo od krapov in ščuk do pižmok, vider, kač, žab. Žab je bilo toliko, da so večeri šumenje slapa preglasile. Kač je bilo toliko, da smo kot otroci lovili ribe po vodnih kotanjah in je bilo velika verjetnost, da namesto ribe dam našo kačo. Pred 10 leti je začelo odmerati. Najprej rastlinstvo, izginile so žabe, kače, vodomci so vedno bolj redki, vider ni, tudi pižmavke izginjajo. Enostavno reka umira. In je to približno isti občutek, kot če vam starši umrejo. Meni sta umrla oče in mati in tiste note, ko umrejo, vam ostanejo samo spomini. In približno iste občutke so danes z reko. Reka je umrla. In ostajajo samo še spomini. Stoletja je reka živela tudi z svojimi jezi, ki so uravnavali pretok vode. Dvomim, da bojo še kdaj mlini ostali. Je pa škoda, da se ta energija, ki so včasih uporabljali za mletje, za žaganje, ne izkoristi za proizvodno električne energije. Ker ne bi bil prav noben problem, tudi na večjih rekah se mi zdi, da ni nujno, da bi gradili velike zajezitve, velike jezove, ker bi tako, kot so v stoletjih, lahko z izkoriščanjem manjših padcev, z mnogo manjšim trudom in sredstvi, ravno tako izkoristili celotni energetski potencial vsake reke. Verjetno se bo to tudi izkoristilo. Nažalost bo to tudi najbrž v prihodnjem stoletju edina korist, ki jo bojo lahko te reke prinašale. Krupo, pravijo, je zastropila Iskrena tovarna z svojimi odpadki. Mislim, da so tam dobro gospodarili, da tudi odpadkov ni bilo več 5, recimo 10%. In s tistem je Krupa zastropljena toliko, da jo uvrščajo med najbolj zastropljene reke na svetu. Vendar tam je bilo samo 5% odpadkov, 95% njihove proizvodne je pa razpostrtih kolikor ništov izvoz po celi Sloveniji in po celi Jugoslaviji, kar bo spet prišlo prej ali slej kot odpadek na neko odlagališče, na neko smetišče. In kar je še hujše, verjetno so bifenili spet samo en del tega, kar nam prinaša sodobna tehnologija. Igraj kolo, utra desetine.
To tudi ni prav, se ne bi nobenemu zdelo, če takole na primer pride s kombijom, pa ti prašiče svinaki postrela, zvleče ven, seveda zvagali smo v kombija, pa odpele, ne. Mi smo dobili plačane po nabavni ceni, kakor smo jih mi plačali. Ampak vseeno, ne more pa to tisto biti. Človek le nekaj misli, da boš svoje imel in seveda, zdaj do nadaljnjega živali ne moramo imeti. Kure imamo, pogledajte, tamle so ostale 4 turške, 5 jih je ostalo, to imamo tukaj, da je vse nekaj živega prihiš, ne, kjer ponavadi so bile zmeraj, če ne bodo v mlinu, pri vodi race in kure, kje pa pol bojo. Rečeno je bilo, da so živali okužene, mislim, delno te, kateri živimo ob vodi. Drugač ostalo, mislim, tlele gor po vaseh niso nikjer pobirali nobene stvari, edin, kar so analize pobirali, ne. Drugač smo bili pa tlele 3 družine, ki so nam pobrali kure, prašiče, mast, meso, vse, kar smo imeli, mislim, zalogo, ne. Zdaj nimamo nič, 3 prašiče smo imeli, smo poklali, samo imamo še kure. Ko sem šla iz službe, bila taka velika narasla voda, umazana, pa sem pa, vonj mi je prinesel že tam gor, ko sem bila na bregu. Sem rekla, kaj, sama sebe sem šnofala ali poduhala, kako bi rekla, če jaz dišim po temu. Pa ni mi nekako prišlo v glavo, da bi moglo to biti v vodi. Ja, tole je bila ena voda, najboljša voda za pitna voda, čista voda in zdrava voda. Seveda, zdaj do nadaljnjega. Sicer zdaj 10 približno je več, tega no 12 let. Smo pri nas opazili, da je delno voda, da ima en duh, kjer oče, on je zmeraj najraje to vodo pil. Smo pa potem pogruntali tudi, ki je brat Viskri delal v Semču, pa velikokrat opoldne, ki je prišel brat domov, ko smo bili prekosili, pa oče je rekel, prav, pet mi dol na slab, pravimo mi na jes, iskati malo vode za pit. In ko je prinesel mu vodo gor, je rekel, ta voda glih tako diši po perelenu, ko je ti. Piralin je trgovsko ime za poliklorirani bifenil, ki ga uporablja tovarna Iskra v Semiču za impregnacijo kondenzatorjev. Piralin kot tak je bil na zahodu prepovedan leta 1978, sicer v Združenih državah Amerike, s tem, da je Evropska gospodarska skupnost pa je dala priporočilo, da se ne uporablja v odprtih sistemih leta 1976. Piralin kot substanca je nerazkroljiv v vodi, v reki Krupi pa se je pojavil uradno leta 1983 in sicer so analize pokazale v mesecu avgustu in septembru, da ga je nekje 300 do 400% nad ameriškimi normami. Uradno občani o prisotnosti piralina v reki Krupi nismo bili obveščeni. Prva uradna informacija o zastrupljenosti Krupe je bila podana v TV dnevniku 11. junija 1984, kjer je bilo tudi poudarjeno, da sicer spada reka Krupa med 10 najbolj zastrupljenih voda na svetu, vendar da na srečo nihče te vode ne uživa za pitje oziroma za napajanje živine. Vendar je bila to samo dezinformacija, kajti to vodo uživa približno 293 občanov, bodisi stalno ali občasno, in okrog 380 živali. Jaz sem vam tudi povedal, da je to grozota in takšen bifenil ali pa dioksin bo verjetno znanost in tehnologija še hujše stvari prinašala. Samo treba znati z njimi delati. In to bo prišlo. Cela stvar je zbruhnila letos, ko so bile vzeti vzorci, ker je mislila pač tukaj občina za jetje Krupice, za črpanje pitne vode, da je bila povezana pitna voda z izvirom Dobličice, Krupate in z metliškimi izviri. In takrat so ugotovili, da so iz Iskrine fabrike
spuščene ene kemikalije, piralen, ne, in da je zaradi tega krupa neuporabna. Poglejte, kaj slučajno naj zdaj suha zima pride. Tlele je 6 vasi, pa ni samo to. Je treba celo Semiško okolico napajati z vodo. Ja, danes ste videli, je cisterna pripeljala vodo sem in seveda, ja, tole bo treba kar naprej iti s tem. Kdo bo pa to plačal? Naprimer, če je pred kmet vodo naročil, do lanskega leta je bilo, ne bom točno trdil, je bilo, mi se zdi, okrog 130 € za plačati cisterna vode. Ampak kaj pa cisterna voda za enega kmeta danes pomeni? Danes so kmeti toliko modernizirani, mislim tudi malo jači si živino. Čas so bile 2 krave v štali, tisti, ki je imel prej 2, ima zdaj sigurno 4 do 5 komadov v štali, ne? Ja, 5 krav pa po let mingrede cisterna vode spije. Kmet bo dal več za vodo, ko bo dobil za mleko, če bo mogel vodo plačati. Vse to je res, da vsak se strupa boji, ampak do danes še tudi tisti ljudi, ki so odgovorni za to in ki jaz mislim, da bi res mogli narod tolažiti, po drugi strani pa pravijo, ne, da to ni res. Ampak dobro, jaz pravim takole, če ni res, kar se tiče tega, zakaj so te table v vodi pa tole in toliki stroški se delajo, če ni to res, pol naj tole poberejo, pa naj lepo rečejo ljudem, delajte naprej, kot ste delali do sedaj, ne. Analize, ki smo jih pročitali v razgledih, so pokazali, da so najbolj zastrupljene ribe v Krupici, potem v Lahinji, Lahinja pa tukaj gor 500 metrov više pride v Kolpo. Analiz je bilo zelo malo, samo 6 rib in to je, mislim, mnogo premalo, da bi se kaj moglo povedati, kakšna je zdaj situacija na tem delu Kolpe. Jaz vam lahko primer povem, zdaj ne bom trdil, kaj je to mogoče krivda. Najdel sem gnezdo, zdaj že parkrat tamle. Raca je sedela cirka tam 6-7 tednov. Ampak, kakor je se ta jajčka nanesla, tako se jajčka je ostala. Zvalilo se ni. Zakaj se ni zvalilo, to jaz ne bom mogel trditi, da je mogoče, da voda vpliva na to. Ampak sem gnezdo že parkrat najdel in za vsakič je bilo tako, ki je baš tlele pred mlinom je valilo, ne. Od tega nič. Poglejte, voda, kakšna krasna voda je, kraški svet, Semič, kaj ste hoteli lepše, ko je bilo tole. A kaj je pa danes? Danes imamo zastrupitev. 2 vojne so šle čez, poglejte, voda je bila lepa, v redu. A danes pa v mirnem času so pa barabe, ko božga ne more reči, pa vodo zastrupli. O piralinu se veliko govori, ali je strup ali ni, vendar so analize, ki so bile delane na zahodu, predvsem v Ameriki, ob zastrupitvi reke Hudson na podganah in opicah, pokazale pravzaprav, da vpliva na plodnost oziroma na genetske spremembe pri živih organizmih, da povzroča raka na jetrih, da povzroča obolelost oziroma spremembe na koži, dihalih in ostalih notranjih organih, kar pravzaprav še ni tudi raziskano. Bodimo veseli, veselega srca, smo z lušnega kraja, z Metlike doma, pa bomo šli na hribček, zapeli pesmico, na čas svojmu ljubmu stvarniku. Bodimo veseli, veselega srca, smo z lušnega kraja, z Metlike doma, pa bomo šli na hribček, zapeli pesmico, na čas svojmu ljubmu stvarniku. Bodimo veseli, veselega srca, smo z lušnega kraja, z Metlike doma, pa bomo šli na hribček, zapeli pesmico, na čas svojmu ljubmu stvarniku. In dobro, če kadim na svoj račun, če ima posledice.
To pa seveda informacija, ki ne vem, koliko drži, ker je taka osebna informacija, da so iz tega okolja Krupe že šli na preiskavo tkiva, ugotovili veliko kontaminacijo z bifenilom in jim svetvajo, da nimajo otrok. Nisem niti kemik, niti biolog, niti medicinc, vendar ob informacijah, do katerih sem se lahko dokopal, so tiste table tudi kot križi na grobovih, ker tisti trenutku je reka umrla. In to je nekaj hujšega kot kakršnakoli katastrofa. Čez Belo krajino se je toliko, koliko lahko sledimo v zgodovino vse vrste nesreč, ujm, od potresov in toč do Turkov, Francozov, Nemcov, Italijanov, vendar posledice so bile mnogo manjše. So bile v hipu, ko je prenehala takšna nesreča, lahko že pozdravljene. To ne zdrži primerjave niti z Dachovom ali pa Mauthausenom, ne. Ker tisti, ki so preživeli, so čez neko obdobje so lahko spet normalno zaživeli. Tukaj pa nevarnost, da se rod ne more nadaljevati. Kolikor pa vem, pa bifenil je karcinogen in mutagen, ki ima dolgoročne posledice. Sem slišala za posledice, sicer zame samo, ko sem starejša, ni, za mlajše pa sigurno ni najboljše, ne. No pa na pregledu temu sem bila kaj bi rekla, sistematskim ali kakršnim že v Ljubljani, ki smo šli vsi prebivalci ob vodi, to nas je šlo 8, zadnjič, no zdaj rezultatov pa še nimamo. Tam smo bili pregledani in slikani pljuča in to. Zdaj, kar je v nas, pa ne vemo. Pravijo, da je posledice v 3. ali v katerem rodu je že lahko narobe, da so spački ali da niso normalni otroci. Zdaj samo žagam. To imam 4-urno obrt, to je moj hobi, to grem rad na žago. Mogoče bom kolo še obnovil, tako da bo lepo izgledalo. Če bom mlel, pa ne vem. Mlin še stoji, kamni so še, eden je še sposoben samo priključiti na en pogon ali na kolo, na vodo ali na karkoli, tako da bi lahko mleli. Mleli smo pa pred 20 leti. Same z mamo smo bile. To za ženske je bilo težko delo, pa smo pa kar prenehali. Pa sem šla pa še jaz v službo, tako da sem se eno pokojnino tudi v Iskri zaslužila. Ja, če bo kakšen moj vnuk, mogoče kdaj, zdaj ne vem, koliko bo voda tudi. Prav Krupa je takšna, da bi lahko ostali mlini, ker ima tudi precej konstanten pretok, ni poplav. Škoda je, da te mline niso obnavljani in da ne delajo, ker poznam Perov mlin in Pera tudi samega, ima lahko zadost dela in zadost te dohodka mu lahko nudi za preživljanje. Sem pri njemu videl, da mu
V mlin pripeljejo tudi z druge strani Gorjancov. Marsikater mi je rekel človek, prav prišel bi v mlin, ampak pač imate vodo zastrupljeno, bo mogel pač drugam ukreniti, ne. Seveda, res je to, samo morajo ljudi to misliti, da voda z mlinom nima nobene veze, ne. Ker pred, dok se je pšenica fajtala, čim smo zvedeli tole, smo avtomatsko nehali fajtati pšenico in kolikor se je pa fajtalo s to vodo, ki jo zdaj dobimo v cisterno, ne. Na tej vodi reki Krupi so bili med vojno delali 4 mlini in vse 4 so imeli posla dovolj. Sicer pa Don Sidin ta še dela, ne, kjer ta mlin dela skozi, adaptiran je bil že leta, ne bom točno rekel, prvič je bil leta 70, no, ni tisto zadostovalo, ker je bilo dela dost in smo šli pol na večji stroj. Tako da je bil pol, da smo z bratom, no, z mamo se skupaj, družina, 82. leta ponovno mlin adaptirali. Sicer bilo je dela dost do leta 83, no, 83, mislim, lansko leto in letos je pa sploh promet pol, lahko rečem za 50%. Do konca 44. leta sem bil v takšni neposredni bližini Bele krajine. Takrat je bila to naša nova slovenska država, je takrat nastopala z vsemi inštitucijami državnimi, tudi s svojim parlamentom, svojim glavnim poveljstvom, z svojimi šolami, tudi znanstvenim inštitutom, z gimnazijo. Sem bil na dolenjskem vojnem področju, na dvoru in seveda skoraj vsako soboto odšel v Belo krajino. Peš, se doma najedel, skopal, preoblekel in v nedeljo se vračal spet na dvor. To je bila pot po osvobojenem ozemlju. In tam zgore na Tajčberton se je odprl pogled na celo to deželico. Tako da čisto slučajno v enem takšnem obisku domače hiše sem videl tudi pristanek 20 transportnih letal na tem letališču. Prišli so iz Italije zvečer, hoteli so vkrcati ranjence, bolnike, vendar je bilo razmočeno letališče, niso mogli poleteti, so ostali na letališču čez noč in zjutraj so poletali prav nad mojo rojstno hišo, mogoče dober 5 dni nad tistim bregom nad hišo. Iskra je dobila odločbo za sanacijo v mesecu marcu. Izdal jo je medobčinski inšpektorat v Novem mestu, kjer je navedenih več točk, tako da do sedaj so nekje v sami tovarni oziroma znotraj tovarniškega prostora večji del tega, kar je bilo naloženo v tej odločbi, tudi storili, vendar pa so ostalo nerešeno vprašanje odlagališč odpadnih kondenzatorjev oziroma odlagališč odpadnega piralina, pomešanega z raznimi olji, ki je bilo zlivano za tovarniškim objektom, oziroma se ta odlagališča praktično do danes ne vedo, kje so. Mislim, da naše okolje, tole samo semiško okolje, kjer Semič sem že prej omenil, da je lep kraški svet, da lepši ne bo mogel biti, ko je, ampak zakaj? Za vsakim vogalom imamo smetišče. Če se peljete, na primer, od Semiča dol, prema Črnomlju, tukaj, če neč čez Stransko vas, evo, pogledajte, kako smetišče je tam. Zakaj je to ljudi? Jaz mislim, da nekdo bi tudi za to okolje mogel biti odgovoren, ne? Da vse pravijo, komunala pa vse skupaj, ampak tudi komunala ne more vsega narediti. Jaz mislim, da komunala moramo biti vse skupaj. Med drugim zdaj tukaj je mesto, ko bi rekel, Snaga, vozi tam Črnomaljska, kot podjetje komunale, med drugim vozi tudi privatniki sem svoje smeti
kako ste videli, tam že odlaga kar od ceste do sem, pa iskra semež tudi vozi sem. Ne? In predvsem so tukaj, sem jaz tukaj videl tele kondenzate škrt, mislim, izmeček je v fabriki in tukaj odlagajo. Ne? Belokrajna je ves kraški svet. Zdaj tukaj je par 100 metrov, so podzemljski zveri, so študenti, ki bi lahko tudi videli. 500 metrov stanja Lahinja, zdaj tukaj je to Pronica. Jaz sem jih v čem nabiral, zaradi to prodavanja, od tega, ker se mi od tega živimo, vse družino in vse. Sem zdaj te kondenzatorjev ni več, tako jih bo včas, pa je bilo pred 2-3 leti nazaj tega bilo čuda, dosti. Različni so bili, eni so bili veliki, eni mali. V ta večjih bilo tudi znalo biti po 1 liter not tega olja, v ta malih pa manj, po 1 deci, pol deci. Tukaj ni dileme, tovarne ni treba zapirati, samo tovarne je treba tako zastaviti in tako organizirati, da ne nasnažuje okolja. Moram pa tudi povedati, da tudi tole, kar se je zgodilo, je seveda čist naš balkanski fenomen, ker se bomo morali mi sami in bodoče generacije navaditi živeti in delati verjetno še bolj nevarnimi snovmi, vendar bo treba se prilagoditi delo z njimi in biti pazljiv, jih uporabljati in potem tudi gospodariti z njimi, tako da ne bojo uničevale okolja in seveda ne uničevale prebivalstva. Mogoče je v tem tudi en dober del tega, da za vso svojo težo opozarja, na kaj je treba tudi misliti pri današnjem, pri jutrišnjem delu. Se mi zdi, da je to tako velika katastrofa in tako kompleksna katastrofa, da bo tukaj težko neko osebno odgovornost iskati. Ali pa prehudo je bi bilo, če bi jo lahko zreducirali samo na nekaj posameznikov. Če bi pogorela hiša, če bi potres porušil, so to obnovljive stvari, jih lahko obnovite v nekaj letih, nekaj desetletjih. Tukaj pa ni možnosti nekaj stoletij. Zapuščate manj kot nič.